Pozdravljeni, moje ime je Matjaž Berlot, junior z popotniške agencije Šapa in vas bom danes popeljal v Nepal. Prosila bi vse še samo enkrat, če lahko mikrofone izključite. Mikrofoni, prosim, da ne bo nagajalo. No, še enkrat, pozdravljeni, moje ime je Matjaž Berlot, junior z popotniške agencije Šapa in vas bom danes popeljal v Nepal. Veliko lepše bi bilo tole predavati v živo, ampak kaj čmo, taka je situacija, upam, da bojo internet izdržali in da bomo tole predavanje lepo speljali do konca. Zdaj, začel bi takole. Kaj je sploh tisto, kar se mi je najbolj vtisnilo v spomin ob prvi poti v Nepal in Tibet in zakaj sem se sploh odločil za potovanje v Nepal in Tibet. Veliko je bilo zanimivih zadev, začenši z mističnostjo budističnega Tibeta, potem trekinga v Himalaji, vsekakor pa tudi stopiti v bazni tabor Mount Everesta ter stati pod najmogočnejšo goro sveta. Je Nepal, v katerega se lahko vračaš vsako leto, in je Tibet, v katerega enkrat v življenju moraš iti in razmišljati. Tokrat, oziroma vsako pot začnemo v Katmanduju, v glavnem mestu, ki leži na nadmorski višini 1300. Nastanjeni smo v turističnem getu, dobesedno getu, imenovanem Tamel. Vse se dogaja na ulici, te slike so že kar stare, tako da je bil Tamel odprt tudi še za promet. Zdaj so v zadnjih letih tole malo izboljšali, ampak še vedno rikše, motorji, peš itd., pa še kakšna krava vmes. Vse je zelo barvito, kot sem že omenil, vse se dogaja na ulici, tukaj je veliko trgovin, s spominki, restavracij, barčkov, večernih barov z live muziko, pa tudi trgovin z športno opremo, original pa seveda fejki, najbolj znani so North fejki. Prehajamo se po ulicah Tamela, ulicah Katmanduja in opazujemo, tudi kupimo kak spominek. Tukaj na sliki imamo singing bowle oziroma pojoče krogle, ki jih uporabljajo za meditacijo, gorkanoži, kipci Bude, Ganeša in ostalih budističnih in hinduističnih bogov. Promet oziroma dostava poteka takole z rikšami, tej tovornjaki v narekovajih so kar lepo nabasani. Sadje, zelenjavo je mogoče kupiti na takih potujočih tržnicah, na kolesih, rikšah. Domačini iz okolice Katmanduja prihajajo v Katmandu in prodajajo hrano, se pravi, sadje, zelenjavo, pa tudi ostale zadeve, kar takole na tleh ali na teh potujočih tržnicah. Otroci zelo luštni, kakor povsod. Sprehodimo se tudi mimo kake lokalne restavracije, če bi temu lahko rekli sploh restavracija. Na sliki je gostilnica, kjer pečejo oziroma kuhajo momote, eno izmed tipičnih nepalskih jedi. Mesnica, tudi kar takole na ulici, ampak vse je sveže, gre, tako da nekih težav z prehrano oziroma trebušnimi težavami načeloma tukaj ni. Zdaj, Katmandu je zelo barvit, je pač velik, je središče, kulturno središče in tudi pač zgodovinsko zelo pomemben. Ima pa tudi kar nekaj zanimivosti, znamenitosti.
tole je vsekakor ena znamenitost Katmanduja, pa še katere druge države tretjega sveta, zanimiva predvsem za električarje, električne inženirje in tako dalje. Šapa, potovanja z jajci in tudi tukaj jih ne manjka. Ko se sprehajamo po ulicah, se sprehodimo, gremo mimo številnih majhnih in večjih templov, v katerih najdemo podobe hindujskih in budističnih bogov. Na sliki imamo podobo hindujskega boga Ganeša, bog z človeškim telesom in s slonjo glavo. Še ena mesnica, pa prve stupe, ki predstavljajo 5 elementov. Pa en domačin, ki malo počiva, pa se praska po jajcih. Rikše, okrašene, kakor pri nas, kateri avtomobili. Zdaj, sam Katmandu je pa v bistvu središče. Včasih je bila dolina Katmanduja dolina 3 kraljestev, Katmandu, Patan pa Bhaktapur. Zdaj je vse skupaj eno mesto, Katmandu. Najbolj poznan je Durbar Square, se pravi kraljevi trg, kraljeva palača, s številnimi templji. Tukaj krave so svete živali in se tukaj pač prosto gibljejo. Tukaj pa se sprehajajo tudi številni saduji, potujoči berači, ki želijo doseči razsvetljenje oziroma odrešitev, mokšo. Odpovejo se vsemu, odpovejo se materialnemu, kljub temu pa pač prosijo za denar, zato da si lahko kupijo hrano. Odpovejo se tudi uživanju drog, marihuane, odpovejo se seksu, ko pa pač kadijo travo, pozabijo na te obljube, pa tudi seksajo. Zelo so okrašeni, zelo barviti, zanimivi ljudje. Še malo seksa, za katerega lahko naredimo kljukico. Za danes naše rikše. Nepal je tudi dežela čaja. Obvezno treba probati masalati, čaj, črni čaj, kuhan v mleku z dodanimi indijskimi ali nepalskimi začimbami. Takole to kuhajo, mogoče izgleda malo nagravžno ali kakorkoli, kakor za koga, ampak zelo dober čaj, ki ga potem na treku redno pijemo. Kot povsod, tudi tukaj srečamo trgovine za Coca-Colo, ta je že malo starejša, old fashion, pa vseeno zelo zanimiva, oziroma kar bolj zanimiva, kakor kakšne nove. Bencinske črpalke tudi precej drugačne od bencinskih črpalk v Sloveniji oziroma v Evropi, ampak če drugače pogledamo take, kakor si bi jih pač želeli. Katmandu je mesto številnih templov, budističnih, hinduističnih, in prvi večji tempelj, ki ga obiščemo, je Opič tempelj oziroma Svayambhutan. Gre za budističen tempelj, katerega značilnost so male opice, prave kradljivke, tako da treba biti zelo pozoren, da ti ne skoči na nahrbtnik, pa kaj vzame. Ob vstopu v tempelj vidimo številne molilne mlinčke, na katerih so napisane mantre. Glavna mantra je Om Mani Padme Hum oziroma živel Buda v lotusovem cvetu oziroma živel Dragul v lotusovem cvetu. Buda, pa jaz, ki sem se želel biti Buda, malo za šalo, malo za hec. Pa pač detajli teh velikih budističnih templov, kateri nas navdušijo. Vstopimo tudi v tempelj, spoznamo se z menihi, poslušamo njihove mantre, njihove molitve, in začutimo Nepal. Potem gremo do Bodhnata, to je največja stupa v Nepalu, tudi najznamenitejša,
Sicer imamo v Nepalu številne šole budizma, ne pa vse, katere najdemo tudi pač drugje po jugovzhodni Aziji. Še eno malo večje budistično oziroma molilno kolo, pa menihi in malo mlajši menihi. Sledi še obisk templja Pašupatinat, gre za oziroma hindujski tempelj, kjer kremirajo, z malo sreče doživimo tudi kako kremiranje. Slikanje je načeloma prepovedano, ampak na skrivaj se da tudi pač narediti kako sliko. Mogoče malo nespoštljivo, ampak vseeno. Ljudi kremirajo na obrednih stopnicah, imenovanih gati. Pridem kasneje še do teh obrednih stopnic. Pa tudi tukaj v samem templju, oziroma v tem hindujskem templju, srečamo saduje, potujoče berače, ki za denar zganjajo takšne in drugačne vragolije, zelo so gibčni, tako da je vredno tole ujeti v objektiv. Seveda, kakor sem rekel, oziroma kakor sem že omenil, hočejo za te vragolije denar. Če tem sadujem plačaš malo več denarja, so sposobni tudi z tičem dvigant en velik 20-30 kilski kamen, ki je zavit v takole culo. Nazaj k obrednim stopnicam. Na takih obrednih stopnicah oziroma gatih se žigajo, ko telo zgori, oziroma ko truplo zgori, ga pomedajo v reko. Obredne stopnice še pomijejo z vodo in pripravljene so za novo kremiranje. V Pašupatinatu sem srečal tega modela, ki je rekel, da se mi je ostrigel že 30 let, pa že ta slika je stara 10 let. Tako da zdaj, če je še živ, so te lasje verjetno dolgi že malo več, oziroma tudi starih 10 let več. V tej vodi, kamor pometajo prah, telo, trupla, z oglednega trupla se ljudje tudi kopajo. Gre za svete reke za hindujce. Zelo praktično je postavljen tudi dom za ostarele. Dom za ostarele je tik ob templju Pašupatinat, tako da imajo potem zelo majhno oziroma kratko pot do gatov oziroma teh obrednih stopnic. Po ogledu Pašupatinata si pogledamo še mogoče najbolj zanimiv del Katmanduja oziroma najboljše ohranjen, to je tempelj oziroma mesto, del mesta, staro kraljestvo Bhaktapur. Spoznamo se tudi z mandalami, z umetnostjo slikanja mandal, potem pa sledi tisto, zaradi česar smo v Nepal sploh prišli. Klasika in eden najtežjih trekingov med vsemi trekingi, čaka nas kar nekaj hoje. Spimo v lodžih, opremo pa nosijo šerpe. Pred tem tudi kako nočno druženje v Katmanduju, helikopter ride imenujejo domačini oziroma tej rikšarji, vožnjo v večernih urah, ko ti namotijo džoli in zapeljejo po ulicah Katmanduja. Potem pa polet proti Lukli, ampak pred tem poletom bi vam rad pokazal pač področje Katmanduja, kamor priletimo, pa dve področji, kamor bomo pač danes, pa tudi kamor se odpravljamo na treke. Tele je Sagarmatha National Park oziroma področje Mount Everesta, tukaj pa Annapurna, zraven pa še Manaslu Conservation Area, pravi področje Annapurne pa Manasluja, kjer pa pač bomo opravili oziroma šli čez drugi trek. Prvi je trek Everest. Iz Katmanduja, iz letališča v Katmanduju, letimo v Luklo s takimi malimi avioni ponavadi za 16 ljudi. Zelo zanimiva vožnja do
enega najnevarnejših, v narekovajih, v zadnjih letih vsekakor bolj varnih letališč, katerega, če dobro pogledate, pristajalna steza gre navzgor, ko se pa pač vračamo v dolino, se spuščamo po pristajalni stezi, tako da lažje poletimo proti Katmanduju. Do Lukle se sicer da pride tudi z džipi, mislim, da je 10 ur vožnje, pol pa še 3 dni hoje, za ta čas, kaj pridemo, oziroma pač v isto pot lahko opravimo z letalom v slabi uri, oziroma 45 minutah. Zdaj pot začnemo v Lukli, na treku bomo uživali v pogledu na 8000-ake, glavni seveda Mount Everest, pa Cho-Oyu, Lhotse, Makalu, ter številni drugi vrhovi na čelu z prelepim Ama Dablamom. Pokrajina se spreminja, čeprav na tem Everest treku malce manj kot na Manaslu treku, ker opravimo pač manjšo višinsko razliko. Pot začnemo, oziroma trek začnemo v Lukli na 2840 metrov, se pravi, do sem priletimo, to je višina našega Triglava, praktično višina našega Triglava, in začnemo pot trek do Phakdinga, tukaj se v bistvu prvi dan, prvi 2 uri še malo spuščamo, tam do 2600 in naprej proti Mondžu na 2835, kjer se prvič prespi. To področje je še področje, kjer ljudje živijo, najdemo pač kar nekaj polj, potrebno je preči številne viseče mostove in odpirajo se nam že prvi pogledi, ampak zasneženih vrhov 7000-akov, 8000-akov ni še na obzorju. Vidimo pa že ledeniške reke, ki izvirajo iz ledenikov Himalaja. Takole izgledajo nekateri, oziroma ti najvišji viseči mostovi, za nekatere malo scary, ampak se da. Tudi za tiste, ki imate ne višinsko bolezen, ampak pač strah pred višino, se da motivirati, tako da načeloma ni problema. Takole plečemo most in gremo proti Namche Bazarju. Namche Bazar, v bistvu stičišče, največja vas, največji kraj na tem področju Khumbu. Kraj na nadmorski višini 3440 metrov, se pravi, smo v 2 dneh že zelo visoko in prav zaradi tega je potrebna klimatizacija. V Namchem Bazarju se ustavimo 2 dni, prvi dan pač pridemo do Namche Bazarja, tukaj prespimo, naslednji dan pa sledi aklimatizacijski trek oziroma aklimatizacijski dan. Iz Namche Bazarja se dvignemo do Everest View hotela. Tule še pač skica poti. Začeli smo v Lukli, Phakding, vmes je še Mondžo, Namche Bazar, potem pa pač so 3 različne poti, ampak do tega še pridemo malo kasneje. Mi pa gremo tule gor do Khumdžunga, in kjer se nam odprejo pač že prvi in zelo lepi pogledi na Himalajo, na Mount Everest, na Nuptse, na Lhotse, pa Ama Dablam, eno bolj slikovitih gor, kar sem kdajkoli videl, pa tudi pač velja za zelo slikovito in fotogenično goro. Še malo bliže in vasica Khumdžung. Tukaj obiščemo tudi en mali budistični tempelj. V tem templju hranijo lobanjo jetija, če je to jeti, če ne gre za kakega himalajskega medveda. Zdaj, ko omenjam jetija, sem enkrat slišal en zelo dober vic, in sicer pogovarjata se 2 jetija, pa eden drugemu reče: srečal sem Reinholda Messnerja, pa drugi reče:
kako pa to? Nisem vedel, da je resničen. Spet molilni mlinčki, budizem je zelo prisoten, pa domačini, ena stara gospa, ki prinaša drva, da lahko zakurijo in skuhajo v domovih. Iz Namče bazarja, oziroma tam še drugič prespimo, kupimo še kak jakov sir, kruh, mogoče zadnja trgovina, oziroma predzadnja, dajmo reči, pol pa sledi vzpon proti, samo sekundico, Tengbočeju in naprej Dingbočeju. Zelo zanimiva hoja, malo vzponov, malo spustov, spet viseči mostovi. Pridemo do Pangbočeja, nekje na nadmorsko višino 3900 metrov in zvečer oziroma pozno popoldne ob sončnem zahodu iz hotela, iz lodža, kjer spimo, uživamo v taklem pogledu. Pogled z soncem obsijan Lotse, Nupce, pa Mont Everest, ampak kar se vidi od Mont Everesta je samo tole. Gre za, dajmo reči, optično varko, ker je najvišja gora sveta, 8000-ak, Mont Everest, skrit za 7800 metrov visokim Nupcejem. Naslednji dan je sledil vzpon do baznega tabora Ama-Dablama, do te zelo slikovite gore. Gre za živ bazni tabor, kjer srečamo alpiniste, ki se v bazni tabor, oziroma ki se na Ama-Dablam, tole goro, tudi odpravljajo. Kasneje bomo prišli tudi do Mont Everest Base Campa, do tja, kjer je možno iti, do tja, kjer imamo normalni smrtniki dovoljenje iti baznega tabora oziroma živega baznega tabora ni, gre za zgodovinski bazni tabor, naprej lahko grejo le alpinisti za posebnimi dovoljenji. Izpod Ama-Dablama, gor, se spustimo nazaj do Pangbočeja, prečimo reko in po tej levi strani gremo naprej proti Dingbočeju. Tukaj ekipica, katera je bila prvič na tem treku, jaz, tukaj desno, Kofo, po sredini naš prijatelj Jelen. To ni šlo za turo, ampak za raziskovalno turo, preden smo pol začeli z organiziranimi treki v Nepal, oziroma na področje Mont Everesta. Že dolga leta pa se odpravljamo na področje Annapurne, v zadnjih letih smo pa dodali tudi Everest in Manaslu. Dingboče, iz Dingbočeja gremo še pod Ama-Dablam z druge strani, sicer do jezera, pod Ama-Dablamom spet lepi pogledi na Himalajo, na Nupce, Lotse, v ozadju Mont Everest, ampak pač pod drugim zornim kotom. Spustimo se Dingboče in gremo naprej proti Lobučeju. Kot sem že omenil, opremo nosijo šerpe, ponavadi spakiramo naše stvari, 2 osebi na eno torbo, 20 kil, in to nosi šerpa. Mi pa z lažjimi nahrbtniki proti najvišji točki treka. Zdaj smo na poti iz Lobučeja, 4910 proti Gorakšepu, najvišji ležeči vasici tukaj, oziroma v bistvu ni vasica, tukaj ljudje ne živijo, gre samo za lodže, kjer prespijo turisti, trekerji. Gorakšep, 5140 metrov nad morjem, in tole je izhodišče za
najvišjo točko tega treka, tole je tale vrh tukaj, imenovan Kalapatar, 5645 metrov. Zrak je že redek, tako da je treba lepo in počasi proti vrhu. Je pa vredno potrpeti, v narekovajih potrpeti, saj ko pridemo do vrha, sledi tale pogled na Nupce, torej Nupce, kateri je prej zakrival Mount Everest, v ozadju pa Mount Everest, 8848 metrov visoka gora, najvišja gora sveta, ki leži na meji med Nepalom in Tibetom oziroma Kitajsko. Ima tudi dve imeni. Nepalsko ime za Mount Everest je Sagarmata, če to prevedemo, pomeni čelo neba. Tibetansko ime za Mount Everest pa je Chomolungma oziroma mati vesolja. Takole spodaj pa ledenik Khumbu. Na Kalapatarju jelen, Kofo pa naš šerpa Angbabu. Iz Gorakšepa se spustimo nazaj proti Lobučeju in pot nadaljujemo proti Dzongli. Spimo v takih lodžih, tako izgledajo sobice, nič ogrevanje, sicer pač jogi so, kovtri so, potrebno je imeti dobre spalne vreče, da nam pač ni preveč mraz. Pa še skupni prostori, kjer se čim dlje zadržujemo, ker je to edini prostor, ki je ogrevan, tukaj pa tudi zatrkujemo in večerjamo. Pogled z druge strani doline proti Ama Dablamu, ena lepših slik, kar sem naredil v Himalaji, Ama Dablam, pa v ospredju Jak. Zdaj, ko omenjam Ama Dablam, je potrebno omeniti vzpon leta 1996, 4. maja. Tomaž Humar in Vanja Furlan sta preplezala novo smer v severno-vzhodni steni Ama Dablama in s tem vzponom sta si prislužila zlati cepin. Eno največjih, če ne največje priznanje za alpiniste. Dzongla in nad Dzonglo gora Lobuče. Tudi bazni tabor za naskok na Lobuče. Naskok na Lobuče pa uporabljajo alpinisti dostikrat kot aklimatizacijo za Mount Everest oziroma kako izmed višjih gora. Sledi Chola oziroma Chola pas, prelaz. Prelaz, ki je visok čez 5000 metrov, točna visina je 5420, čeprav pač na različnih višinah oziroma zemljevidih vidimo različne višine, pa tudi, ko ljudje merijo z GPS-i, da spet pridejo do različnih višin, ampak vse ni nepomembno. Tam okoli 5420, pa še portret takratnega našega šerpe, mulca Angbabuja. Ena zanimivost področja, kako izkoriščajo sončno energijo za segrevanje vode, ki jo uporabljajo za juho oziroma čaje. Iz Dzongle sledi pot proti Gokju, vasici Gokjo. Treba je prečiti tale ledenik, nič kaj nevarnega, pa pridemo do vasice Gokjo, ki je izhodišče v bistvu za Gokjo-ri, to je vrh, s katerega mislim, tle nisem še na vrhu, ampak pač pobočje proti vrhu Gokja-ri, 5400, mislim, da sem sekundico, bom to preveril, ker vseh nadmorskih višin ne vem, 5340 nekje.
pogled na Gogijska jezera, turkizna jezera, katera se vsakemu vtisnejo spomin in za vsakega, ki gre na to področje Monte Everesta, hoče tole videti. Čeprav vseeno je nekaj ljudi, ki se odpravijo samo do Monte Everest Base Campa, kar pa pač sam zelo svetujem, ker je to definitivno pika na i takega treka oziroma takega potovanja. Pogled proti himalajskim vrhovom, pogled proti tretjem Gogijskem jezeru, 5 je vse skupaj, pogled na ledenik in pot proti vrhu, proti Gokyo Ri. Zdaj, na tale vzpon smo se odpravili popoldne, pozno popoldne. Rok pa Jelen sta se hitro obrnila, pofotkala, hitro obrnila in se vrnila v Gokyo, v Gokyo. Jaz sem počakal na sončni zahod. Bilo je zelo hladno, oziroma hladno je premila beseda, bilo je mraz, ampak bilo je vredno. Sledili so taki pogledi, take fotografije, sončni zahod, za soncem obsijan, Nupce, še z malo drugega zornega kota, Monte Everest, pa še en 8000-ak Lotne. Naslednji dan smo se odpravili, oziroma se odpravimo lahko tudi do Gokijskega jezera 4 in 5, malo severno, proti tibetanski meji. Tlele smo pri jezeru številka 5, oziroma Gokyo 5. V ozadju pa še en 8000-ak, tudi na meji med Nepalom in Tibetom, in sicer 8000-ak Cho-Oyu. Še par fotk z tega področja. Potem pa imamo tlele dve opciji, za tiste, ki se boste mogoče kdaj odpravili sami tja. Tudi sam sem že pač zamenjal trase, čeprav pač je trasa postavljena tako, da se lepo in počasi aklimatiziramo in da je čim manj težav z višinsko boleznijo. Omenil sem dve opciji. Prva opcija je opcija, da iz Gokja gremo po dolini dol do stičišča 3 poti Namche Bazarja, tega velikega kraja, ki smo ga videli drugi dan. Tretja opcija pa je, da iz Gokja gremo sem proti proč od Gokijskega jezera 3 proti Renjolaju, oziroma še enemu visokemu prelazu, tudi čez 5000 metrov visokemu prelazu, od koder imamo spet prelep razgled na to himalajsko verigo. Sledi spust v mogoče najbolj divjo dolino izmed teh 3 dolin. Par jezerc, dolina, ko se spuščamo, se rastje in pokrajina spet spreminja. Obiščemo še en samostan in modernega z Nike kapico opremljenega budističnega meniha. Ko pridemo oziroma nad Namche Bazar, smo že zelo veseli, vemo, da se bližamo zaključku, čeprav pač nismo še pri koncu treka. V Namche Bazarju si privoščimo zasluženo pivo, prespimo in sledi povratek po isti poti, kot pač ta prvi dan iz Namche Bazarja do Lukle. Nasmejani obrazi, grimase takšne in drugačne. Do Lukle, od koder letimo v Katmandu. Tam nam ob zaključku okoli vrtu nadenejo kato oziroma katar, belo tkanino, za srečno vrnitev. Takole zaključimo v bistvu ta Everest trek. In zasluženo letimo domov. Pred povratkom domov definitivno še obisk kakega
kakšne dobre restauracije, kajti hrana na samem področju Monte Everesta oziroma drugih, oziroma na področju Himalaje ni najboljša. V Nepalu oziroma v Katmanduju pa najdemo številne dobre restauracije, tako da tam ga privoščimo, gremo na pirček, gremo v kak bar z živo musko in se srečni in zadovoljni vrnemo domov. Zdaj pa samo sekundico. Moram jo zamenjati. Takole. Takole. Druga opcija treka, čeprav imamo pač v Nepalu številne treke, poleg treka pod Monte Everest, pa poleg treka pod Manaslu, katerega si bomo ogledali zdaj, so poznani še treki Annapurna ali Annapurna Base Camp ali Annapurna Srkat, se pravi krog okoli Annapurne, pa Langtang, potem, no, to so pač najbolj znani treki. Tudi trek pod Manaslu začnemo na identičen način v Katmanduju, 2 dni Katmanduja, 2 dni aklimatizacije v narekovajih, saj je pač v Katmanduju še precej nizka in pač nepotrebna za aklimatizacijo. Vseeno pa pač spoznamo se z njihovo kulturo, spoznamo se z življenjem, kdor rabi, lahko še pač kupi kako gorniško oziroma opremo, za trekking opremo. Obiščemo samostane, templje, katere sem omenil na začetku prejšnjega treka in sledi spet tisto, zaradi česar smo prišli v Nepal, trekking Manaslu. Trekking je precej manj obljuden, trekking je precej manj turističen, pa tudi trekking, katerega so za običajne turiste, če lahko sploh trekarjem rečemo običajni turisti, odprli šele dobrih 10 let nazaj. Monte Everest trek pa Annapurna sta bila odprta že veliko prej in tudi pač turistično sta precej bolj onesnažena. Največ ljudi se odpravlja na Annapurna Srkat, na drugem mestu je Monte Everest, 10-krat manj ljudi pa gre na Manaslu, to pa tudi zaradi omejitev, saj je število dovolilnic zelo, zelo omejeno. Za razliko od Monte Everesta, kjer trek začnemo, oziroma pot do treka začnemo tako, da letimo do Lukle na 2800, trek Manaslu začnemo tako, da pot začnemo z avtobusom. Z avtobusom se iz Katmanduja odpravimo proti Pokhari, drugemu največjemu mestu, ampak predtem zavijemo desno proti Himalaji, proti vasici oziroma proti kraju Arugat in naprej proti Soti Koli do nadmorske višine, prvo z busom, potem pa ali z busom ali z džipi do vasice Soti Kola na nadmorsko višino 730 metrov. Zdaj, če pogledamo razliko v nadmorskih višinah, Monte Everest trek smo začeli na 2800 v Lukli, najvišja točka je bila 5645, tole je bil Kalapatar, pa če pogledamo trek Manaslu, začnemo ga na 730 metrov nadmorske višine, najvišja točka pa je 5107 metrov visok prelaz. Tako da pridemo nižje, 500 metrov razlike, ampak pač višinska razlika je precej višja. Pardon. Se pravi, do Soti Kole, do 730 metrov nadmorske višine se pripeljemo, potem pa začnemo trek po
dolini. Tudi pokrajina je precej bolj raznolika kot pokrajina v Tibetu, zato ker gremo čez več pasov, več gozdnih pasov. Tako da iz Sotikole gremo do Mačakole, potem do vasice Džagat, pa do vasice Gap, Namrung in pridemo počasi do Šjale. Tu smo pa že nad 3000 metrov, Šjala je na nadmorski višini 3520. Tudi tukaj prečimo številne viseče mostove, je pa celotno področje Manasluja precej bolj obljudeno, oziroma tukaj je več vasic in dejansko ljudje tukaj živijo. Za razliko od področja Everesta, kjer so te višje ležeče vasice, ki so bile pač narejene zaradi turizma. Počasi se dvigujemo pač proti vasici Šjala na 3500, srečujemo pač ljudi, domačine, ki tukaj živijo na tem področju. V gorah je prisoten budizem, pač v gorah so vsi ljudje budisti. Mogoče nisem omenil tega, ampak pač večinsko prebivalstvo Nepala so hindujci, manjši del pa budisti. V gorah je pa pač precej več budistov, oziroma tam pač praktično živijo samo budisti. Na poti srečamo številne ljudi, otroke, zelo so simpatični, fotogenični. Je pa tako, da prve 7000-ake oziroma prve zasnežene vrhove vidimo precej kasneje. Ne kot na Everest treku, že drugi, tretji dan, ampak tle rabimo 4 dni do teh prvih pogledov na zasneženo Himalajo. Tukaj moj prijatelj Ivan Giovanni, ki je tudi eden od vodičev, ki lahko pelje tole turo. Da se vrnem pač k samemu tregu, k poti. V vasici Šjala prespimo, da pridemo na eno tako malo planoto oziroma dolino, ki se izravna, in se dvignemo do Gompe Pungen, tale samostan, v katerem menihi ne živijo, ampak sem prihajajo na molitve iz nižje ležečih vasic. Gre za super vzpon, gre za dobro aklimatizacijo, tako da je vredno priti do te Gompe, do tega samostana. Zdaj, tale slika je iz prvega obiska Manasluja, to je bilo konec marca, ko vreme še ni primerno. Himalaja je še zasnežena, kar nekaj možnosti za sneg, za nestabilno vreme, tako da iz tega področja Gompe Pungen lahko uživamo v res lepih razgledih na te himalajske vrhove in vršace, ampak vedno pa nimaš sreče, da boš pač v vsakem momentu videl to, kar hočeš videti. Spustimo se nazaj do Šjale in pot nadaljujemo do vasice Sama Gaon na 3500 metrih. To je največji kraj na tem področju Manaslu treka. Tukaj prespimo 2 nočitvi, predvsem zaradi aklimatizacije. Prvi aklimatizacijski trek smo opravili do te Gompe, sledi aklimatizacijski trek do jezera Birendra, ampak že prej pa ob lepem vremenu taki lep pogledi na 8000-ak Manaslu, 8156 metrov visok vrh, na katerem oziroma pod katerem je izgubil življenje verjetno takrat eden najboljših svetovnih alpinistov, Nejc Zaplotnik, za katerega ste verjetno že slišali. Napisal je tudi knjigo Pot, katera je vsekakor vredna branja. Nejc Zaplotnik je bil tudi prvi Slovenec skupaj z Andrejem Štremfljem,
ki je stopil na najvišji vrh Himalaje, na Mount Everest, leta 1979. Še predtem tudi na prvi 8000-ak, ki smo ga Slovenci osvojili, to je 8000-ak Makalu. To je bilo, jaz sem rekel, 4 leta prej. 4 leta kasneje, leta 1983, se je pa pač žal smrtno ponesrečil pod Manaslujem. Omenil sem že jezero Birendra, tlele spodaj je vasica Sama, kjer spimo, pol pa pač trek do jezera Birendra, pa še nad jezero, tako da imamo pač pogled na tole turkizno jezero. Od tukaj nad jezerom sledi pač, oziroma je možen še vzpon do baznega tabora Manasluja, če le to dovoljujejo vremenske in snežne razmere. Moj prijatelj Tara, s katerim sem se takrat odpravil na tole pot okoli Manasluja. Zdaj na teh naših trek, to bi rad omenil tako, da na teh naših trekih vedno skupino spremljata 2 vodiča, pa še šerpe oziroma nosači. Eden jaz, Giovanni, Rok, Uroš, plus en domačin, en nepalski vodič. Pogledi proti Manasluju in sledi pot iz Same do Samda na 3700, kjer prespimo v Lodžu, potem pa naprej do Dharamsale na 4470 metrov. To je edini prostor, kraj, kjer prespimo, ker dejansko ni nobene vasice. Prvič, ko sem bil tukaj, smo spali v šotorih, zdaj so tudi preuredili stare štale v prenočišča, tako da se pač ali prespi v šotoru ali v improviziranem lodžu. Spet slike od marca, ko nas je malo še presenetil, v narekovajih, sneg. Pot proti prelazu, prelaz se imenuje Larkela, 5106 oziroma 5107 metrov visok prelaz. Takole slika z vrha prelaza. Zadovoljni, sicer brez razgleda, ampak nič za to. So lepi razgledi tudi iz pač spodnje ali zgornje oziroma zgornje strani tega prelaza. Tule se je že malo sčistilo. Potem pa sledi spust do Bintanga. Tole je najdaljši dan, v bistvu pot začnemo v Dharamsali na 4470, povzpnemo se do 5106, 5107 in pol sledi spust do 3720 metrov. Višinska razlika ni grozna, ampak vseeno, dan je dolg in smo kar prijetno utrujeni na koncu. V Bimtangu se malo počijemo, tudi tukaj prespimo 2-krat, gremo še na en tak stranski trek proti eni stranski dolini do jezera Ponkar in pogleda na pač 2 različna ledenika tega področja, pogled na številne vrhove, 7000-ake in Manaslu. Od tukaj se pa pač relativno hitro potem, oziroma kar hitro spustimo proti Darapaniju, spet Giovanni, vodič, ki lahko vodi Manaslu, pa ekipca iz tega prvega raziskovalnega treka. Delček poti opravimo tudi skozi gozd Rhododendrona, tako pač posebej zanimivo je, če gremo tja, ko Rhododendron cveti. Takole pridemo do Darapanija na 1860 metrov, se pravi trek začnemo na 730 metrov,
najvišja višina je 5106, potem pa se spustimo do 5000, oziroma do 1860, do vasice Darapani. Sicer do tukaj je speljana cesta, tako da tukaj pol sesedemo na džipa in pot nadaljujemo proti mestecu Besi Sahar. Vasica Darapani je potem tudi izhodišče za naslednji trek, za trek Annapurna, katerega je takrat v bistvu kombinaciji s trekom Manaslu opravil moj prijatelj Joan. Kot sem že omenil, z džipi se odpravimo iz Darapanija do Besi Saharja, potem pa na bus do Pokhare, do drugega največjega mesta, katerega sem omenjal že prej, hipijevskega mesta. Tam v 70 mestih so se tukaj zadrževali hipiji, zato hipijevsko mesto. Tukaj je eno zelo zanimivo ime restauracije, Pizza Base Camp, in tudi pač kakšna pica zapaše za malo spremembe od zelo monotone hrane na treku. Tako da, ko smo že pri hrani pred trekom, preden se odpravimo v Nepal, vedno svetujemo, da se od doma nese kakšne priboljške, kako domačo salamo, kako pašteto, nutelo, recimo, zato da si malo popestrimo jedilnik na treku. Tlele slika in razglednice v bistvu in razlog, zakaj se je vredno ustaviti v Pokhari. Sicer ne bi bilo potrebno, iz Besi Saharja bi lahko šli direkt proti Katmanduju, tukaj se pa pač oddaljujemo od Katmanduja, še malo je vožnje do Pokhare, ampak pač vsekakor vredno, kot sem rekel, drugo največje mesto, mesto, ki leži ob jezeru Peva, smo na nadmorski višini okrog 900 metrov, zelo slikovito mestece z prekrasnim pogledom na Himalajo, na pogorje Annapurne. Če pogledate, tukaj vidite Annapurne, Annapurna 1, 2, 3, 4, pa tudi Hičuli in Maču Počare, tale zelo markanten vrh v središču fotografije. Še malo bolj levo pa še en 8000-ak, in sicer 8000-ak Davlagiri. V Pokhari malo uživamo, malo se sprostimo, lahko tudi lenarimo, možno se je s kajaki zapeljati po jezeru. Pokhara je poznana po padalstvu, sem prihajajo številni Evropejci, inštruktorji letenja pač v sezoni, ko je sezona za Nepal, se pravi april, maj pa oktober, november, in tam delajo kot vodniki, se spuščajo v tandemu z številnimi turisti. Tega nisem še probal, bom pa vsekakor ob naslednjem obisku Pokhare tole probal, zna biti zanimivo. Pogled na Maču Počare, na Himalajsko pogorje oziroma na pogorje Annapurne in na Pokharo z jezerom Peva. V Pokhari, oziroma v bližini Pokhare so tudi dve reki, in sicer reka Kaligandaki pa reka Setigandaki, tako da za tisti, ki si želite malo adrenalina, tudi pač vredno obiska. V Pokhari je muzej gorništva, v katerem smo tudi pač Slovenci zelo zastopani. Kot sem rekel, če ne drugo, pa pač malo oddiha, relaksa pred vrnitvijo nazaj v domovino, oziroma preden nam domačini, Nepalci, okoli vrtu nadenejo kato, tole belo tkanino za srečno vrnitev domov. Samo sekundica, če bo tole šlo, bi jaz zavrtel še en kratek filmček.
o Manasluju. Matjaž, mislim, da se te nič ne sliši. Mogoče mikrofon. A se sliši zdaj? Zdaj pa se sliši. V redu, sem preklopil še Evo. enkrat. No, v glavnem, Nepal je vsekakor ena naših 3 pionirskih destinacij. V Nepalu smo bili prvič pred 20 leti, jaz sicer prvič pred 10 leti.
in vsako leto se tja vračamo na različne treke, pa še kakega bomo dodali, še kakega pač neraziskanega. Upam, da sem vam kolikor toliko uspel približati Nepal, Himalajo in to, kako pač izgleda to področje Himalaje, kje hodimo in kaj vidimo, za kaj več bo potrebno pač na pot tja. Vsekakor je potrebno biti pripravljen za tako pot, tako da fizično pripravljen in psihično pripravljen. Treba je vedeti, zakaj gremo tja, se pravi, v Nepal gremo hoditi in ko enkrat začnemo s trekom, sledi 10, 11, 12, 14 dni hoje. Koliko, tukaj sem videl že vprašanje, koliko se hodi na dan. Na dan se hodi tam med 4 in 9 ur. Najdaljši dnevi, pa tudi pride kak na treku, ne vem, na Manasluju je Eden, na Everestu Spet se te ne sliši. se čujemo. Zdaj pa ja. V redu. Seveda lahko pride do težav z višinsko boleznijo, vsekakor tudi mi smo jih že imeli. V veliki večini so to le glavoboli, lahko tudi kaj hujšega. Tako da ena zelo pomembna zadeva je, o kateri se vedno pogovorimo že v Ljubljani, včasih že pred pač prijavo, ko koga to konkretno zanima, drugače na sestanku pred odhodom v Nepal. Vsekakor pa tisto ta glavno še na poti v Katmanduju in na treku po vsak dan in tu večkrat na dan opozarjamo na to, da je treba biti previden, da je treba hoditi počasi. Kaj pomeni hoditi počasi? Ne se zaganjati, ker dostikrat imajo probleme z višinsko boleznijo tisti, ki so najbolj pripravljeni, ker prehitro stopijo oziroma prehitro stopijo in jih pol odnese, v narekovajih odnese. Druga pomembna stvar, kar se tiče višinske bolezni, je pa pač hrana in pijača. Potrebno je ogromno piti, kljub temu, da ponavadi nismo ravno žejni, ker ne gre za neke visoke temperature, pa tudi zrak je suh, tako da pač ljudje ponavadi premalo pijemo. Tako da so tudi tale opozorila sledijo vsakodnevno, tudi večkrat na dan. Dajte piti, pa ne alkohola. Čez alkohol bo v Katmanduju, za kak pirček ali pa viski. Tako da to, pa tudi hrana. Apetit je vsekakor zmanjšan, ampak nujno je treba jesti. Torej, hrana, pijača, dobra pripravljenost vsekakor, hkrati pa pač tudi normalen tempo. Tja ne gremo tekmovati, na ta način, kdo bo prvi na prelazu, kdo bo prvi na najvišji točki, ampak uživati v Himalaji, uživati v pogledih na te zasnežene vrhove, pa tudi gremo na pot in iščemo sebe, dajmo reči. Če kako vprašanje? Če je še kako vprašanje, mislim, da ni. Tudi na Facebooku ni, tako da. Nekaj tlele vidim zapisano. Tako še. Namestitve oziroma te sobe, lodži, to so pač, gre za osnovne namestitve, kje so malo boljše, kje malo pač slabše, ampak
gledamo tako, da pač dobimo te boljše, čeprav je razlika zelo, zelo majhna. WC-ji so vedno skupni, oziroma v veliki večini skupni, mogoče na kakih v teh nižje ležečih vasicah dobimo tudi kakšne sobe s privat WC-ji, sobe za 2 ali pa 3 osebe, in to je to. Tlele vidim še eno zanimivo, dve vprašanje, v bistvu cena treka, komplet z letalsko karto, z dovoljeni prenočišči itd. je tam pač različne cene so, tam okrog 1800 je cena za Manaslu pa Napurno, 100 evrov, mogoče kakšen evro več je višja cena je za Everest, pa potem še dodatno hrana. Hrana in pijača pa šerpa, pač pri šerpi je tako, da zavisi od tega, ali pač hočeš šerpo zase, ali si šerpo deliš, ali pa pač greš brez šerpe, kar pa pač zelo odsvetujemo. Kar se pa še eno zanimivo vprašanje, kako pa je s tem, če se odpraviš sam, kako je s potjo, je kaj označeno. Nekaj je označeno, drugače pač se kupi mape, se pa pač gre za dve bistveni razliki pri treku Everest pa Manaslu. Na trekking Manaslu je nemogoče iti sam. Medtem ko trekking Everest, na trekking Everest se lahko opravite tudi sami, tudi brez lokalnega vodiča, kar pri Manaslu ni izvedljivo. Še kakšno vprašanje? Hvala za te komentarje, za lepe fotografije. Upam, da jih boste videli tudi v živo. Te poglede, mislim. Tudi mi upamo, da bomo imeli. Jaz pa upam, da bodo pač meje čim prej odprte, ker tale nova normalnost ni več normalna. Ni luštna. Jaz se zahvaljujem, bilo je res fajn, da smo si malo spočili od vse realnosti. Tako da, če nima nobenega komentarja, hvala še enkrat in pa, da se vidimo. Hvala vsem za pozornost. Upam, da se vidimo čim prej tudi na kakšnem predavanju v živo, pa na kakšni poti. Ok, superca. Bye. Hvala, adijo. Adijo.